Poklic kot poklic. Luštenje v zadnjem času je tudi mnogo bolj cenjen, kot pa 10 let nazaj. Ne? In tisto, kar skozi govorim vsem tem mladim ali pa tudi po televiziji po radiju, da kuhar ne sme biti zadnji za štedilnikom. Kuhar mora iti v restauracijo, reči gostu dober dan, ali živijo karkoli, tole pa tole imamo danes in če se to gost strinja, potem to se gre narediti. Ne? Takole, po končani osnovni šoli je potrebno narediti gostinsko šolo ali končati gostinsko 3-letno šolo kot kuhar, ali greš potem še naprej in se preusmeriš v kuharja natakarja. In ko je to končano, pa če si dosti dober, pa če imaš voljo, greš lahko potem še naprej v šolo, so pa višje šole. Zdaj pa odvisen, kje se boš ustavil, kakšno imaš voljo in kaj hočeš imeti. La risorsa poi del mestiere con la donnetta col cavaliere con la donnetta la ranlera col cavaliere la ranla Če si kot kuhar, potem lahko delaš na zajtrkih, lahko delaš na la carte, lahko delaš na gotovih jedilih, lahko delaš na omakah, na sladicah. Ne? Seveda se ti dobro zdi, če te kdo pohvali. Ne? To je razumljivo. Pa če pride recimo prazen krožnik nazaj, ne? To tudi vidiš, da je bila hrana dobra. V Sloveniji tudi recimo, da je 5-6 izredno dobrih kuharjev, ki se mogoče še kakšen več, da bom kakšen kaj narobe rekel, ampak te so šli tudi, zaradi tega so tudi dobri, ker so se sami učili, so ven hodili, so imeli voljo do prikazati še kaj drugega se naučiti, kakor pa samo pečenke peč pa goveje juho kuhati.